Člani Čebelarskega društva Slovenska Bistrica so se minuli petek v Čebelarskem centru na Zgornji Bistrici zbrali na rednem letnem občnem zboru. Na zboru so prisluhnili poročilo o delu društva v preteklem letu. Predsednik društva Maksimilijan Prah je med drugim povedal: Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se lahko ponaša z dolgoletno tradicijo, saj so že davnega leta 1924 skupina naprednih čebelarjev na občnem zboru na Češovcu postavili temelje za njegovo delovanje. Danes spada med večja čebelarska društva v Sloveniji, zagotovo pa je najštevilčnejše društvo v Čebelarski zvezi društev Štajerske. Z ozirom, da se v prostorih Čebelarskega centra Slovenske Bistrice odvija 100. občni zbor, bi vsem čebelarkam, čebelarjem in simpatizerjem Čebelarskega društva Slovenska Bistrica iskreno čestital ob slavnostnem dnevu. Hkrati pa se zahvalil vsem, ki jih ni več med nami, da so pripomogli, da smo danes kot društvo, ki lahko ponosno stopamo naprej. Vse o zgodovini Čebelarskega društva Slovenska Bistrica pa bo zapisano v zborniku, ki ga bomo izdali na osrednji slovesnosti 14. septembra v letošnjem letu. V letu 2023 smo uredili in zasadili na novo rastline, kakor tudi postavili in uredili vse obeležene tablice za čebelarsko učno pot medovitih rastlin. Tudi društvena trgovinica je delno zaživela, pa knjižnico smo obogatili z dodatnimi poučnimi knjigami in tudi muzej smo dopolnili. Ne bom našteval aktivnosti, ki so se odvijale na vseh lanskih delovnih akcijah. Preko 730 delovnih prostovoljnih ur smo vložili v Čebelarski center, da je danes takšen, kot je. Posamezniki so še aktivnosti vršili izven delovnih akcij. Izvajanje tripartitnega sporazuma med Čebelarskim društvom Slovenska Bistrica, občina Slovenska Bistrica in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je v lanskem letu potekala zelo obširno, saj smo v ta namen izvedli 16 dogodkov. Kajti osveščanje predšolske in šolske mladine je ključ do ohranjanja matere narave. Prav tukaj je župan dr. Ivan Žagar dokazal, da se globoko zaveda, da je izobraževanje in ozaveščanje ljudi o zdravi naravi temelj za razvoj in obstanek napredne družbe. Zato še enkrat pozivam vse pristojne, da v svoje učne programe vključijo vsaj enkrat na leto obisk otrok v Čebelarskem centru, mi čebelari pa jih bomo kot do sedaj z veseljem sprejemali. V ta namen smo pripravili program, katerega smo izvajali v sezoni. V ta namen tudi prejmemo nekaj finančnih sredstev, člani pa to izvajamo volontersko in z veseljem. Izvedli dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev 21. aprila, obisk otrok 210 iz vrtca in osnovne šole. Sodelovali smo na vsakoletni prireditvi Podobe bistriških domačij, katere trajajo 2 dni. Tako so nas 8.9. obiskali otroci iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, bilo jih je preko 260, drugi dan 9.9. smo izvedli 8. tradicionalno kuhanje medenega kotlička, sodelovalo je 8 ekip, bilo je kar pestro. Veliko obiskovalcev, vse se je pojedlo, kar se je pripravilo in tako je tudi prav. Nadaljevali smo tudi dežurstvo na našem čebelarskem centru, katero je potekalo od otvoritve vsako nedeljo od 15 do 20 ure do konca oktobra. Predsednik Maksimilijan Prah je predstavil tudi plan dela za to leto. V letu, ki je pred nami, nas čaka veliko dela. Že vse leta vas pozivam k tesnejšemu sodelovanju, kajti ni vse v fizičnem delu, obstajajo še druge oblike sodelovanja, za katerega vas pozivam, da sodelujete po svojih močeh, kajti sedaj je nastopil čas, ko je potrebno nadgraditi društvene dejavnosti. Smo v letu, ko praznujemo 100. obletnico delovanja Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, za kar imamo velike plane. Čebeljak, čebelarski prapor, zbornik in tako dalje. Zato strnimo vrste, ko smo jih pri izgradnji Čebelarskega centra. Društvo opravlja nepridobitno dejavnost in deluje v javnem interesu, za kar je tudi registrirano. S tem pa si prizadeva ohranitev pasemske čistosti čebele, krajinske sivke, katera je avtohtona na območju Slovenije.
V društvu poteka obširna aktivnost, v kateri bi želeli v objektu izvajati čim več aktivnosti, se pravi izvajanje izobraževanj in raznih delavnic, kakor izvajanje raznih druženj. Kajti zavedamo se, da je znanje naša moč, v katero bomo izvedli še tako zahtevne projekte. To pa bomo lahko izvedli s podporo lokalne in širše skupnosti.